Kolona pred vrati šotora ob Zbiljskem jezeru je že ob samem prihodu napovedovala, da bo garažna razprodaja dobro obiskana. Ideja, ki se je porodila prav naši občanki in spletni vplivnici Lari Koren Nastran, je bila dobro sprejeta med mamicami, ki so kar s svojimi najmlajšimi prišle na dogodek. Do ideje oziroma želja potem, da se znebim teh vseh oblačil pripomočkov že dolg časa, sam pri otrokih, podjetju pa vsemu zmanjkuje časa za logističen del. Tako da sva z Laro skupaj prišli na idejo oziroma je ona dala pobudo, da se v enem dnevu tega znebimo. Sva združili moči, pa upajmo, da se olajšam danes. Kako ste zadovoljni z udeležbo? Super, lih prav. Skrbelo me je, da bo premalo ljudi, je bila tudi misel, kaj če se zdaj usuje tako, da sploh svalgali namo, ampak je lih idealno, stvari grejo, kapljajo, nobenemu ni treba čakati. V bistvu je nad pričakovanji, najbolj sem se bala, da bomo na koncu imeli 3 same tukaj le kavo pile, ampak več kot očitno temu ni tako da super, jaz sem ful vesela, no. In kakšen je pa vaš odnos do te second hand robe? Ste pristaš tega, da se ponovno uporablja oblačila in da se jih recimo da naprej prijateljicam ali pa jih proda naprej? Ja, definitivno. Ful dobra ideja. Jaz recimo, če bi imela, starejšo sestro, ki bi mi dajala za otroke, bi bila najbolj vesela na svetu, pa žal nimam te opcije. Pa tudi takole se mi zdi pa tudi super zaradi tega, da oblačila dobijo nove lastnike, da zaživijo naprej, ker se mi zdi, da je škoda, čisto kompletno dobre stvari, zakaj bi končale, na odpadu ali pa bog ve kje. Pri razprodaji se jima je pridružila tudi Ajda Sitar Žumar, mamica in lepotna blogerka, ki je na prodaj ponudila predvsem svoja oblačila. Dekleta so skoraj brez promocije na dogodek privabile mamice iz vseh koncev Slovenije, ne samo iz naše občine. Prišla sem zato, ker blizu živim, pa se mi je zdela fulušna ideja. Pa sicer redno kupujete rabljena oblačila, imate kakšne predsodke do tega? Ne, drugače nimam, največkrat si tako med prijateljicami, kaj izposojamo, pa ena drugi malo dajemo cunce, tako da nimam nič predsodkov pred tem. Kje ste izvedeli za to razprodajo in kako to, da ste se udeležili? V bistvu na Instagramu, prek punc, ki jih spremljam. Pa smo rekli, da prijemo malo pogledati, če je kaj tazga zdaj za zimo, bo treba počasi kakšne bundice, kombinezončke pa to, pa da smo malo prišli pogledati. In sicer imate kaj predsodkov do rabljenih oblačil ali se redno poslušujete takšnega načina? Pri takih tam malih sploh ne, ker pač niti tako hitro raste, da ne mora niti ful neki uničiti stvari. Pa ja, malo trajnostno tudi gledano, je to ogromen cod, ki se zavrže, pa zakaj ne bi, če so še čisto lepo rabljene. V bistvu sem na porodniški in imam ful cajta in sem na Instagramu zasledila in iščem za tam malo ene tele skibucke, v bistvu sem si jih že ogledala, no. Na Instagramu in sem prišla tako, da sem tole dobila in tudi sem, tako da to. Trajnostno naravnan dogodek pa ni minil brez dobrodelne note, saj so se glavne akterke odločile, da bo šel del zaslužka tudi v roke tistih, ki to najbolj potrebujejo. Lunini vili, v bistvu jaz sem zbrala to organizacijo zaradi tega, ker sem brala par njihovih zgodb in je v bistvu ena taka krasna organizacija, ki se bori za zlorabljene otroke. Tako da vsi, ki gledate, pojdite pogledati Lunino vilo. In ja, pač tako, če je le možno, dam njim ali pa recimo mačji hiši, pač takim organizacijam, ki jim zaupam, ki so mi blizu. Sem se odločila, da 30% bom namenila dobrodelnosti, nekaj pa pač ostane tudi meni oziroma obljubljeno tudi moji hčerki, ki se je odpovedala vseh oblačil v zameno, da greva kmalu po kakšno frozen oblekico. Velja torej poudariti, da tudi v času črnih petkov in mamljivih prazničnih popustov vseeno premislimo, kaj zares potrebujemo in kako bomo z našimi nakupi pripomogli k lepšemu jutri.